Za vsakega izmed nas je zelo pomembno, da ima dom. V njem se družinski člani družimo, praznujemo, spimo, shranjujemo stvari ter pripravljamo in uživamo hrano. V Slovenskem etnografskem muzeju so na ogled različni predmeti iz nekdanjih, predvsem kmečkih domov. To so pripomočki za kuhanje in peko, žlice in žličniki, pa tudi posebni pripomočki, kot je ročni mlin, imenovan tudi žrmlje, ki žito zmelje v moko. Kuhanje in peka sta zelo zabavna. Najboljša stvar pri tem pa je, da je na koncu na mizi nekaj slastnega. Le kaj bo pripravil kuhar Blaž? Presejal je moko in dal kvas v toplo mleko. Ali bo spekel kruh? Zgodba o peki se namreč vedno začne s kruhom. Ali pa bo kaj drugega? Slovenci smo namreč pri peki kruha zelo ustvarjalni in poznamo različne oblike kruha in krušnega peciva. Seznam kar nima konca. Krstne in poročne pletenice ali bosmani, praznične vrtanke, preste, miklavži in parkeljni, testeni ptički, kajzerice, slaniki, žemlje, bige, pince, korneti, pa razne pogače, kot so krapci, zlivenke, frtalje in kolači. Najbolj prepoznavno pecivo oziroma sladica pa so okrogle pogače iz kvašenega, zvitega testa z različnimi nadevi. To so potice, orehova, pehtranova, lešnikova, medena, rozinova, ocvirkova, smetanova, sirova, skutna, makova, zeliščna, luštrakajca, drobnjakova, rožičeva, kostanjeva, čokoladna, melisna, kokosova, mandljeva, pistacijina, jabolčna, češnjeva, kašnata, sončnična. Blaž je za pripravo testa potreboval moko, mleko in jajca. V moko je dal sladkor, sol, maslo, malo ruma in limonino lupinico ter vzhajeni kvas. Da bo testo lepo in gladko, ga najprej meša, nato pa ga gnete tako, da ga spodvija, rob noter in pritisk navzdol. Rob noter in pritisk navzdol. Zdaj pa gre testo počivat, da bo vzhajalo. Joj, kako je narastlo!
Kaj pa zdaj počne Blaž? Glej, kačice dela. O, zdaj pa plete kito. To bo pletenica. Kruh in njegove različne oblike so že stoletja simbol sitosti. Kruh pa pomeni tudi srečo in blaginjo. Ne samo pri nas, saj je kruh edino živilo, ki ga poznajo skoraj po vsem svetu. Prvi pekovski poklici so obstajali že v stari Grčiji. Za naše okolje pa je znano posebno kaznovanje pekov. V srednjem veku so namreč goljufive peke namakali v Ljubljanico. Ampak Blaž pa ni goljuf, je pravi mojster. Preden da pletenice peči, jih premaže še z jajčkom, da se bodo zlato zapekle. Pletenice so pečene. Kako lepo diši. Pa dober tek.